Sva že. Ne še, ne še. Ko meni spiše, potem vem, da sva že. Ok. 1, 2, 3, sva tukaj, evo. In sva že, sva za našo publiko. Živjo, draga Vlasta, kako ste? Živijo, v redu, že malo pomladno. Jaz pa glih zdaj, ko je pomlad, sem pa glih dan dala črno gor, ker nimam rada črne barve. Ampak dan se mi je pa tako zdelo, da je primerno, ker mama Joy, da ne bom potem polna energije še z drugo obleko. Tako da črno. Živijo, drage Slovenke, dragi Slovenci, upam, da ste z nami, upam, da boste skupaj z mano in z Vlasto zasijali. Danes imamo čudovito temo in sicer gremo v Joy, v eno izmed najvišjih vrednot, na emocionalni lestvici. Vse vemo, da če imamo Joy, imamo tudi vse ostalo, ampak včasih pozabimo, pa se nam to ne zdi tako pomembno. Zato sva z Vlasto rekli, da je treba pri Slovencih to začeti. A imam prav, Vlasta? Ja. Jaz bom tako, vsi tisti, ki da noste misli, zakaj gledam dol, tisti, ki nas še ne poznate ali nas prvič spremljate, bom brala vaše komentarje na Facebook profilu, pomeni, zdaj smo preko Zooma in bom prebrala kakršnekoli komentarje, direktno skomunicirala z Vlasto na začetku in na koncu, vmes, ko bova pa delale tapkanje, takrat pa ne. Druga zadeva, katera jaz z Vlasto sva se dogovorile, da Vlasta govori in tapkam jaz, zaradi tega, da nekako po mojem vzorcu delate. Zdaj pa vsi tisti, ki ste pa z nami, ker zdaj že vidim, da imamo pa kar nekaj stalnih fanov in fanic, tisti pa že tako in tako obvladate, tisti pa sploh ne rabite mene gledati, ampak samo poslušate Vlasto in se usmerite na Vlastine besede. Da še predstavim našo drago Vlasto, ker mene že po moje poznate, ker ste na mojem profilu. Naša Vlasta Kuster je največja specialistka, jaz ko pravim, jaz bi rekla mati tapkanja v Sloveniji. A ste huda, ker sem tako rekla? A ste huda, ker sem tako rekla? Ne. Se čutim, da je to tako. Pomagala mi je, zakaj sem se odločila, da se nam Vlasta pridruži, zaradi tega, ker mi je resnično pomagala marsikateri vzorec odstraniti, odstraniti, ne samo ozavestiti, kajti to je tisto, kar pa naredi največje korake v našem življenju. 2 moja vzorca sta bila dokaj prisotna, manj vrednost, nikoli se nisem čutila dovolj vredna, da bi lahko karkoli dobrega, ne vem, vedno mi je bilo premalo 100%, bi še dala več. In ta drugi moj vzorec je bil, mislim, bilo jih je več, no, ampak tako, ta drugi vzorec je bil pa to nesprejetost. Nikoli, ker prihajam iz Srbije oziroma rodila sem se v Sloveniji in so moji se priselili sem in potem posledično sem se vedno čutila, da ne pašem, ne tja, ne, ker sem šla v Srbijo, mi tam nisem se počutila kot doma, ko sem bila v Sloveniji, sem včasih čutila, kot da nisem doma. Danes čutim, da so moje korenine v Sloveniji. Čutim to mojo drago Slovenijo, želim tej naši dragi Sloveniji pomagati, zato ker mislim, da živimo v prekrasni državi. Vlasta, zdaj pa vi prijete do besede. Super. Danes smo rekli, da ne bova govorili samo o stresu in o trpljenju in garanju in tem. Danes naredimo eno srečanje na temo radosti, ker je to zelo pomembno. Moram reči, da sem v zadnjih 2 tednih ugotovila, ali pa 3, ko delam z strankami, ko se vračam v neke boleče spomine, da je tako pomembno, če lahko damo radost temu otroku. Torej, mi otroka pripeljamo najprej iz neke žalosti, da je miren in potem, da je radosten. In ugotovila sem, zdaj, ko delam terapije, jaz vrtim otroške pesmice, Sreča na vrvici, Poletje v školjki, to so v bistvu pesmi naše mladosti. Ne vem, če bo danes lahko, ker se ne vem, kako se zvok tu čez prenaša, v glavnem, ampak to radost, da vključimo, in zdaj prihaja pomlad, februar bo topel do konca meseca, se zgleda, da to radost vnesemo v svoje življenje. In jaz bi najprej začela z enim takim nasvetom, ki ga sama tudi živim vsak dan in ki bi ga rada tudi vam predala kot nekaj dragocenega. Namreč začnem z enim stavkom, ne?
da tisti, ki bo obvladoval svoje misli in svoje občutke, tisti lahko obvladuje svoje življenje. Se strinjava, Tanja? Ja, in zato je zelo pomembno, da začnemo obvladovati svoje misli in svoje občutke. Torej, nehamo spreminjati okolice, ker nam tako ali tako ne bo uspelo, nehamo zahtevati, da se vse nam prilagodi, nehamo ves fokus dati na neke zunanje inštitucije, kakorkoli, ampak začnemo se ukvarjati z svojim lastnim notranjim svetom. In ti časi so nas to prisilili, vse nas, tudi naju dve. Stvari so malo drugačne in nekatere še mnogo bolj. In ti časi od nas zahtevajo. In tako zelo pomembno je, da tisti, ki kontrolira svoje misli, svoje občutke, lahko kontrolira svoje življenje. Torej, ni nam treba kontrolirati članov družine, ni nam treba kontrolirati svojih otrok, svojih partnerjev, kontroliramo sebe in kontroliramo svoje misli, svoje občutke, na ta način lahko kontroliramo svoje življenje. Mislim, da je to zelo velik preskok in da to Slovenci nujno potrebujemo in da nehamo se truditi druge spreminjati, ampak začnemo spreminjati sebe. To midve že zdaj ves čas obedve tudi govoriva, s takimi ali drugačnimi besedami. In zdaj pa gremo konkretno, kako lahko to kultiviramo, kako lahko to spreminjamo. Gre za to, da čim več časa v dnevu, ne da se ves čas, ampak čim več časa v dnevu se želimo počutiti dobro. Želimo čutiti Tanja reče joy, torej radost, želimo čutiti veselje, želimo čutiti to otroško razigranost. Želimo preskočiti iz tega, da smo zaskrbljeni, pa utrujeni, pa zmatrani, pa zgarani, pa da začnemo čutiti radost in veselje. In rekli boste, ja, to je lažje reči kot narediti. Torej, jaz imam čisto konkreten predlog in moj predlog je tako. In to tudi sama živim in to svoje tudi učim in vsi imajo krasne rezultate. Vzamete en navaden blokec, nekaj pač, vzamete in vsak dan napišete 10 stavkov, ja, 10, lahko je oranžo, lahko je bel, lahko je zeleni, važno. 10 stavkov, ali pa kakorkoli, ja. 10 stavkov, zakaj ste hvaležni. In jaz bi predlagala, da to kar zdaj konkretno vsi naredimo, tudi Tanja in jaz in vi, vzamete, če rabite skočiti po kakšen papir, pa svinčnik, pojdite, skočite. Kaj pa, če smo napisali, še enkrat napišemo? Ja. Ja, kar napišemo še enkrat. 10 stavkov hvaležnih. Ja, bom povedala točno kako. Jaz bom pač svoj način vas naučila, Tanja bo pa še kaj dodala. Bom naučila način, ki ga že, ne vem, mnogo let, 10 let sigurno uporabljam. Ne morem reči čisto vsak dan, ampak v zadnjem obdobju definitivno vsak dan. In začne se tako. Upam, da smo z nami. Začnete napišete tako hvaležna sem in srečna, da. In napišete nekaj, kar ste ta trenutek 19. februarja 2021 ob, ne vem, 10. uri in še malo lahko res iskreno hvaležna. Ali moški seveda, tako hvaležen sem in srečen, da. Naj se vam to ne zdi neumno, tudi če ste, ne vem, poslovneži, tudi če ste, ne vem kaj, se vam zdi, da ste pametni, prosim, sledite temu, to resnično deluje. Evo, napišemo prvi stavek, tako hvaležna sem in srečna, da. In lahko napišete majhne stvari, lahko napišete velike stvari, samo eno zdaj. Lahko napišete, da zunaj sije sonce. Lahko napišete, tako hvaležen sem in srečen za jutranjo kavico v domačem okolju. Tako hvaležen sem in srečen za projekt, ki ga začenjam ali končujem. Tako hvaležna sem in srečen za mojega otroke. Tako hvaležen sem in srečen za zlikano perilo. Tako hvaležen sem in srečen za, ne vem, toplo posteljo, lepo stanovanje, čisto urejen, čist dom. Mnogi ljudje na tem planetu, veste, v kakšnih razmerah živijo, kako smo mi v bistvu imamo vsega dovolj. Imamo kvalitetno zdravo hrano, imamo lepa bivališča, imamo fantastično naravo. In napišite vsak stavek, pišete za celim stavkom. Tako hvaležen sem in srečen, da. Kar čisto tako kot šolari, na roko, za kulico, naljivnim peresom, s čimerkoli. Vsak stavek v celih stavkih, nič ne krajšate, ne delate alinej. Zakaj? Zato, ker je pomembno, da ko pišete, s tem programirate svoj greste v svojo podzavest. In tudi, če vam vaše misli zbežijo, v en del vaše podzavesti, en del vašega mora slediti temu, zato ker vi pišete. In na ta način v bistvu programirate sebe za občutke hvaležnosti, za občutke veselja, za občutke radosti. Mogoče malo utihnem, pa počakamo, da napišemo? Ja, rečemo. Ja. Tako da jaz bi pa vmes rekla, da danes je Vlasta
Vlasta še ni prebrala moje knjige, tako da ji bom vsekakor namenila točno to. Eno celo poglavje v moji knjigi je napisano o hvaležnosti, kako pišem, jaz vsak dan pišem hvaležnost, ne glih tako, kot je sedaj povedala Vlasta, ampak cilj je pa isti. Izhajam iz iskrena hvala, drago, vesolje, komorkoli, Bogu, komorkoli se zahvalim in potem napišem svoje. In pišem vedno vse v sedanjosti, čisto vse, tudi tisto, kar še ni bilo. To pomeni, če se mi gre za nek posel čez mesec dni, vseeno napišem hvala, drago vesolje, kakorkoli, ali pa jaz bi lahko tako hvaležna sem in srečna, da sem v mesecu marcu dobila krasen posel. Tako, tudi to malo lahko usmerimo v poslovni svet. Ja. Okay. No, jaz imam tu sistem, točno to, kar je bilo zdaj rečeno. Najprej napišemo 10 stavkov tega, kar že imamo, zato da začnemo enkrat čutiti hvaležnost za vse, kar nam je dano. Imamo zdrave otroke, imamo lepo okolje. Da pišemo za to, kar že imamo, 10 stavkov, da se končno začuti, da nismo samo hočem več, hočem še. Da ne živimo v občutku pomanjkanja, ampak sebe preklopimo na občutek obilja, občutek, kaj vse že imam. To je teh 10 stavkov in potem pa preklopimo na to, ko pa hočemo nekaj dobiti, ko pa hočemo in potem naslednjih 10 stavkov pišemo pa točno to, kar si v bistvu želimo, pa še nimamo. Recimo, tako kot je Tanja lepo rekla, posel. Jaz bi tako oblikovala. Tako hvaležna sem in srečna, da sem dobila posel v mesecu marcu, recimo. In bi ta stavek isti 10-krat napisala. Ko res hočem nek cilj, lahko 10-krat, lahko 100-krat. In večkrat, ko boste napisali, bolj boste sami začeli verjeti v to, bolj boste kar čutili, kot da to že imate. In to je točno to, kar vse knjige učijo, kar v svetopismo uči. Verjemi, da se vam bo zgodilo in se vam bo zgodilo. Če bi imeli vero kot gorčično zrno, bi rekli tej gori, prestavi se in se vrzi morje in se bi to zgodilo. Torej, vse religije to učijo, zdaj nisem čisto dobesedno verjetno povedala, ampak bistvo je, da pišemo, kot da to že imamo. In sčasoma se nam razvijajo občutki, kot da to v resnici že imamo. In kaj se še hkrati zgodi, zakaj pa zdaj rabimo sploh tapkanje, kaj se pa zgodi, ko mi v našo podzavest eno misel vgrajujemo, novo misel, jaz imam posel, ali pa tako hvaležna sem in srečna, da živim radostno, da živim polno, da živim z veselju, ne več v tesnobi, ne več strahu. Pišemo se pravi te stvari, takrat se bo pokazalo, kaj pa je v nas, kar pa ni v sozvočju s tem, kar mi pišemo. Kaj je tisto v nas, kar ni v sozvočju s tem, kar mi pišemo. In takrat, ko nekdo res se odloči za en cilj in ko res piše, ko pišete 100-krat vsak dan en in isti stavek, ker vam je to res pomemben posel v marcu, takrat se bo pokazalo, lahko dobite tesnobo, lahko dobite nesrečnost nazaj, lahko dobite, ker bo vaša podzavest vas hotela ustaviti. In vaša podzavest bo vam pokazala, kje vi še niste na tej energiji, kje niste še na tej vibraciji, kje vi še niste usklajeni s tem vašim ciljem. In tu pride pa na vrsto tapkanje. Tu pa potem s tapkanjem ščistimo tisto, kar je v nas, kar še ni v sozvočju s to radostjo, s tem uspehom in takrat lahko resnično spet naredimo en korak naprej. Torej, pisanje tega, če pišete to, kaj ste hvaležni, je lepo, je enostavno. Ko pišete pa to, kaj želite dobiti, je pa to pot na ukreber. Jaz rečem temu garanje. Kot je res pišete, se vam bo pokazalo, kaj še morate pri sebi očistiti. Spet smo pri podzavestnih vzorcih, žal mi je, ampak tako to je. Spet boste začutili, mogoče pa jaz nisem vredna, da dobim tisti posel. Ali pa mogoče misel, ker jaz v zadnjem tednu sem slišala sama pri sebi. Kdo si ti, da boš tebi to uspelo? Ali pa sej mene niso imeli radi, ko sem bila majhna, zakaj bi mi pa zdaj to uspelo? Torej, takrat, ko se res pišemo to, ko programiramo sebe, ko res se nekaj odločimo, takrat se tudi pokaže, kaj je v nas, kar je kontra temu. In mnogi ljudje se temu ustrašijo in odnehajo in podzavest je dosegla svoje. Ustavila nas je, ker ne želi, da gremo više, pa smo se že pogovarjali. In takrat lahko s tapkanjem čistimo te vzorce, brišemo to bolečino in počasi res v sebi začutimo to radost, začutimo vibracijo, začutimo, kot da jaz posel že imam. In ko jaz čutim v vsaki svoji celici, da ta posel že moj, takrat se to zgodi, vedno.
Ampak pot do tega je pot navkreber, pot do tega je delo s svojimi občutki, je raziskovanje sebe, je čiščenje sebe. In tako res začnemo tako živeti, postanemo kreatorji svojega življenja, prevzamemo tudi odgovornost zase, za svoje dejanja, za svoje rezultate, ki jih dosegamo. In takrat naše življenje res lahko začnemo kreirati in vemo, da ni vedno enostavno sebe spreminjati, ni vedno enostavno, ni vedno lahko. Včasih so neprespane noči za tem, včasih so mnoge solze za tem, ampak na koncu je najbolj vredno to, kdo mi ob tem postanemo, ker postanemo oseba, ki ima spet malo manj nahrbtnika, ki ima spet malo bolj svetle vzorce, ki lahko spet malo več ljubezni dajemo sebi, otrokom in tako naprej. Vlasta, hvala za tole. Jaz predlagam, da to, kar je v zvezku, absolutno, predlagam, to tudi jaz nekako z mojimi nasveti stojim za tem, da je to edina pot, ki nam pomaga delati naše osebnostne spremembe in potem posledično se tudi poznajo v poslu. Imamo nekaj komentarjev, Vlasta, ljudje so ti hvaležni, gospa je ena napisala tudi, da redno tapka, vedno se v pravem času spomni, da si lahko pomaga s tapkanjem. Tudi to je izredno pomembno, zato smo danes skupaj. Tako da midve sva zdaj želeli povedati, Vlasta, všeč mi je tudi, kako ste tudi vpeljala notri, da se vse dogaja v naši podzavestni vzorcih, kar se nam je zgodilo v otroštvu in zapomnite si, nikoli ne boli veliko Tanjo, veliko Vlasto, ampak boli malo Tanjo, malo Vlasto. Če mala Tanja ali pa mala Vlasta razreši te vzorce, je dosti lažje, ima več dobi elana, krila, da lahko poleti. Tako da jaz bi, Vlasta, da pa se zdaj lotima tega, ker za naslednjo temo sva pa že tudi izbrali, ker tudi ni bilo predlogov, pa sva pa kar midve se že odločile, sva se kar tako odločile, ampak saj dobro, saj gremo po pravi liniji. To pomeni, bomo zbrali pa temo odgovornosti. Zakaj odgovornost? Najtežje je prevzemati odgovornost. Marsikdo si pa želi zelo visokih položajev, od direktorjev do vodij, do biti starš in tako naprej. Že samo starš, postati mama, je potrebno biti odgovorna. Najprej zase, da lahko si za ostale. Tako da bomo se pa naslednjič dotaknili teme odgovornosti. Danes gremo se pa pripraviti, ker je vikend pred nami. Jaz, tako kot smo vsak dan, bi mogli biti v Joju, ampak midvega bova pa danes pripravili, da jih bo držalo 2 tedna. A je zmenjeno? Če ne, si bo pa video pogledali naš. In ga lahko tudi večkrat uporabite, ne? Tako. Če boste imeli kakršnokoli pa vprašanje, pa lahko tudi Vlasti. Vlasta ima zdaj svoj Facebook. Ja, pa pišite mi na spletno stran vlasta.kuster.si, tam imate obrazec, tam imate vlasta.kuster@gmail. Ampak bo pa kmalu prišla, Vlasta bo, midve imamo še 2 srečanja, potem bo pa Vlasta kmalu začela s svojim programom, tako da se bo pripravila na to, da bo imela svoj program, ko boste lahko tapkali z njo. Za vse tiste, res za vse tiste, evo, to je to, ko mene sprašujejo, zakaj si jaz želim pomagati. Ja, zaradi tega, ker jaz sem poklicana za to. In bom poklicala, ko bom mogoče z Vlasto končala, ko bo prišla kakšna nova oseba, ko bom začutila, da dela premike v Sloveniji, da to dela srčno in da dela tako res za svojo željo po spremembi, bo pa druga na mojem seznamu, ko bom želela to deliti tudi z vami, da veste, zakaj je dobro delati spremembe. Evo, Vlasta je ena taka, ko res predlagam vsem tistim, ki želite razrešiti svoje vzorce, pa ne bi rekla tako, Vlasta drugače bi rekla, tisti, ki želite živeti srečno življenje. Ki želite spremeniti življenje, transformacijo. Tako, živeti, potem pojdite do Vlaste, delajte, tapkajte z njo. Mene je Vlasta 2 meseca, 3 mesece vodila skozi individualen program. To je bilo noro, jaz sem vsak teden čakala, kdaj se bom skupaj z njo dobila, kdaj bom imela priložnost narediti te premike, pa naj vam povem, delala sem z njo in delam vsak sleherni dan. Ker to je edina opcija, vsaj 21 dni je pomembno delati, da se to nekako tudi uleže v nas. Dobro, greva, vprašanj naenkrat ni. Tako da, evo, sva pripravljene. Dobro.
Potem bomo pa štartali tukaj, kjer danes smo. Ok, naredimo vdih, izdih in pogledajte, koliko je jakost napetosti v telesu, koliko je jakost neke blokade, ovire, vseeno zaskrbljenosti, strahu, stresa, česarkoli. In dajte oceniti to jakost tega neugodja, ki je lahko fizično, lahko je čustveno. Dajte oceniti jakost tega neugodja od 0 do 10. 10 pomeni, da to najbolj ful drži, 0 pomeni, da ne drži. 10 pomeni, da ste zelo napeti, 0 pomeni, da niste napeti. Tako. In zdaj bomo šli kar na izvor, torej zaprite oči, pojdite v preteklost, gremo nazaj, poskusite iti v kakšne pretekle poslovne situacije, družinske situacije, morda pa gremo k otroštvu in poiščemo otroka v sebi, ki je točno podobne občutke čutil, ki je čutil mogoče, da je vsega preveč na njegovih ramenih, ki je čutil, da mogoče ne more biti vesel, da je napet. Poiščite sliko otroka, ki v vas, ki se počuti točno tako kot vi, zaskrbljeni, nesigurni, nemočni, negotovi. In zdaj bomo tega otroka želeli mu vnesti radost, mu vnesti zaupanje vase, zaupanje v življenje. In če to naredimo, bomo tudi mi kot odrasli imeli ta petek poln veselja in želimo to tudi prenesti v vikend naprej. Lahko je pa kakšna situacija iz posla, iz preteklih dni, pa kar začnemo tapkati, Tanja bo tapkala. Vi pa imajte svoj ritem, tisti, ki ste z nama, boste že vedeli, ker tej točko lahko spustimo na roki, vse ostale točke, samo krožimo po teh točkah, vsak si naj svoj ritem naredi, da lahko imate zaprte oči in da lahko gledate tisto situacijo, ki se vam je zdaj pokazala kot situacija, ki rabi, da jo oblije ljubezen, ki rabi, da vnesemo radost v njo. In zdaj si predstavljate, da gre zlata svetloba čez to vašo preteklo izkušnjo, da zdravi vse to, kot da odteče strah, odteče napetost, odteče nemoč. In namesto tega vnesemo radost, vnesemo veselje, vnesemo pogum. In vidite sebe v tisti situaciji, kako postajate vedno bolj pogumni, vedno bolj srečni, vedno bolj polni zaupanja. Vidite sebe, kako zasijete, kako mala Tanja zasije, kako mali Marko zasije, mala Vlasta zasije. Vidimo to deklico, tega fantka ali pa odraslo osebo, kako odloži to breme. In kot da pride odrasla Tanja k mali Tanji, odrasla Vlasta k mali Vlasti, ali uporabite vaše ime in jo pogleda v oči in reče: ne skrbi, vzamem ti breme iz tvojih ramen, hočem, da si vesel otrok, hočem, da si vesel, hočem, da si radosten, hočem, da si radostna, pridi, tečeva čez ta pomladni travnik, začutiva ta svež pomladni veter, začutiva tople sončne žarke. Opazujeva, kako se narava prebuja. Mogoče najdeva prve zvončke. Mogoče slišiva prvo ptičje petje. Začutiva preprosto, kako lepo je živeti. In jaz, odrasla oseba, vzamem breme iz tvojih ramen, moj mali, moja mala. Naj te vidim srečnega, naj te vidim radostnega. Naj vidim, da čutiš, da je vse v redu, da tečeva čez travnik, da se smejeva. In če imate radi živali, si lahko predstavljate, da en kuža teče z vami. In jaz bom poskušala zdaj, pa mi bo Tanja povedala, če se sliši ali ne, bom poskušala Srečo na vrvici, pa bomo videli, kako se bo to zdaj predvajalo. Se sliši? Je v redu? Ja. Probamo ob teh zvokih otroške radosti, tečemo s kužkom, če nimate radi psov, potem ne. Če pa imate radi kužka, pa tečemo s kužkom čez travnik. Čutimo veselje, čutimo radost. Čutimo, da je vse dobro. Imamo srečo na vrvici in srečo brez vrvice. Začutite otroško igrivost, otroško radost, otroško veselje. Začutite, da je svet lahko lep. Začutite sonce, pomlad.
Radost, v takih pisanih barvah pride, takih pinki barvah, mavričnih barvah. In dovolite, da vsaka vaša celica začuti to radost, da vsaka vaša celica poskoči kot en majhen zadovoljen otroček. Spomnite se te radosti, naj se vaše celice spomnijo, naj se vaše srce spomni, naj se vaše misli obarvajo s to radostjo. In ta radost gre čez vsako vašo celico, čez vse vaše občutke, vas zdravi, vas pomirja. Radost se prepoji in briše to našo slovensko utrujenost od življenja. Namesto tega čutite radost, briše zaskrbljenost. Samo ta moment, to uro, ta dan je ta otrok srečen. In živimo v sedanjem trenutku, ki je radost. Za 1 uro dovolite temu otroku, da ga nič ne skrbi, da ne rabi nič reševati, da ne rabi nobenemu ustreči, da ne rabi biti popoln. Za 1 uro mu dovolite, da je dovolj dober, da ni nobene kazni, nobene krivde. Za 1 uro dovolite temu otroku, da sije, da je srečen, da je vesel, da je vse okej. Dobro, naredimo vdih, izdih. Kako? Tanja, stvari? Krasno je bilo in super. Sploh še midve tudi nismo delali, ampak krasno takole je s kako dobro pesmijo slovensko. Krasno, to prav potegnete noter, da začutiš tistega otroka, tisti joy, krasno, top. Vsi moji vrstniki, ker midve z Vlasto smo tu nekje, se spomnimo, to so naši filmi, naše mladosti in tudi tisti naših najstniških let. Naši kužki. Ja, naše iskrice v očeh, naše prve ljubezni, tako krasno, ful lepo, zelo, zelo lepo. Da vidimo, če imamo kak komentar. Kako je bilo drugim? Aha, ena Maja napisala, da so ji solzice pritekle. Solze zdravijo, solze so super željene. Tako, zelo lepo. Drugače pa gledajo, ni nobenih komentarjev, tako da po moje so zadovoljni. Aha, ena napisala gospa Ivana. Če z nama niso mogli pisati. Ja, imate prav, ja. Ivana nam je napisala, da nas je lepo poslušati, komaj čaka, da je z nami. Evo, tako. Zelo lepo, evo, super, imamo komentarje. Tako, in jaz bi predlagala, da si tak zadnji košček tega videa še kdaj pogledate, še mogoče jutri, pojutrišnjem, kadarkoli se želite spraviti dobro voljo. To je treba kultivirati, to je treba gojiti, tako rožice zalivamo, tako je treba zalivati svoje občutke, gojiti, delati z njimi, to ni enkrat in bo zavedno, to je treba skozi. In ker ves čas od zunaj bomo dobili tudi negativne stvari, vsi vemo, in pazite, da kultivirate ta vrt z te rožice, to veselje, to otroško radost. Tako da jaz mislim, da sva danes naredile, da sva povedale, da sva dale in da je to tisto, kar sva podelile z vami in zdaj pa na vas, da to uporabljate. Tako, če je še kakršnokoli vprašanje za Vlasto oziroma za gospo Vlasto, jaz se ne kličem gospa Vlasto, gospodo pa gospe Miraje se pokaže na drugačen način, tako da če imate kakršnokoli vprašanje, še lahko počakamo minuto, upam, da ste uživali zraven. Vlasta, mogoče imam jaz nekaj vprašanja, pa bom mogoče tudi, če koga zanima. Včasih imam dneve, ko tapkam z obema rokama. Avtomatsko tapkam z obema rokama in se mi ne zdi, je to čisto vseeno ali tapkam zato z 2 rokama, da imam kak močnejši vzorec, ga je treba razčistiti. Če imate močnejšo željo spremeniti stvari. Ja, eto to, ta mi je lepša. Ali z 1, ali z 2, ali z obema, kakor kdo čuti, tu niso stroga pravila. Pomembno je, da imate, kot bi jaz včasih rečem, ko imate en inštrument ali harfo, ali karkoli igrate na svoje telo, ga poslušate, ga čutite, gledate, kako se vam odziva, tako da ja, karkoli. Ok, super. Tudi mogoče dam en moj predlog na svet, absolutno ni na svet. Bom povedala, kaj je meni pomagalo. Meni je Vlasta rekla, naj poskušam tapkati ali zjutraj ali zvečera. Se spomnim in potem je tako, jaz zjutraj vstanem in naredim meditacijo in potem sem po meditaciji šla tapkati. Se spomnite, Vlasta? Pa ni bilo, mislim, tako, vse je bilo super, fenomenalno.
In vam bom dala mogoče moje mnenje, mislim, kaj se je pri meni zgodilo. Jaz potem zjutraj nisem direktno tapkala, sem pa tapkala, naprimer, preden sem šla na kakršenkoli sestanek. Res, tako sem imela, jaz ponavadi začnem ob 9 ali pa celo ob 10 in sem pred sestankom tapkala, da je super sestanek, da sem krasno, da smo učinkoviti, produktivni, srečni, in tako naprej. In je bilo super. In tudi zvečer mi je zelo, zelo pomagalo pred spanjem. Če imamo kakršenkoli malce ali je stresen dan, ali se je karkoli zgodilo nam takšnega, kar je nepričakovano prišlo, zelo dobro zvečer pred spanjem tapkati in predvsem ta joy, radost. To radost, veselje zaradi tega, ker pa res greste tako v lep, miren spanec. Ja. Res je. Vidimo se naslednjič, vprašanj ni. Mojca je vprašala, se tapka vsak dan, lahko večkrat na dan? Seveda, Mojca po želji, nobenih omejitev. Torej, tapkajte takrat, ko čutite, da niste v redu, da se pomirite ali ko hočete še bolj pozitivno ojačati pri sebi. Tako da lahko vsak dan, ja, ni nobenih omejitev, lahko večkrat na dan. Dobro, zdaj vama pa želimo krasen, čudovit vikend. Naslednjič bomo tapkali odgovornost, zaradi tega, da bomo tudi, ko smo mi odgovorni do sebe, smo tudi od drugih. Zdaj pa, drage Slovenke in dragi Slovenci, res se zavedajte, da samo vi ste tisti, ki lahko naredite svoje spremembe. Nihče ne more vplivati na zunaj na vas. Vsa sreča je znotraj vas. Samo mogoče je majčken zaspala, pa jo je treba prebuditi, pa vsak dan, ko bomo delali korak po korak, se bo ta sreča pri nas vedno bolj prebujala. Res je. Krasen vikend, vse dobro vama želimo z Vlasto. Vlasta, še vi kaj dodala zraven? Tako, če ima pa kdo težje zadeve, če ima anksioznost, če ima tesnobo, če ima depresijo, potem bo verjetno rabo individualno pomoč, tako da lahko me najdete na vlastakuster.si. Pa se lahko o tem osebno pogovorimo, vsakemu je na voljo 30-minutni osebni pogovor, ki je brezplačen, pač, če želite se pogovoriti, če imate težje stvari. Evo, toliko. Vse dobro. Čau! Srečno, adijo.